No, očitno so se pri Samsungu za leto 2025 odločili, da popolnoma premešajo karte. Pozabimo kar na vse, kar smo do sedaj vedeli o seriji Galaxy S, ker danes si bomo pogledali njihovo čisto novo, precej razširjeno družino telefonov. Ja, to je vprašanje, ki so si ga očitno zastavili pri Samsungu. In njihov odgovor, kot bomo videli, bo, recimo, da bo korenito spremenil celotno serijo Galaxy S. 5, točno tako, 5, ne 3, kot smo navajeni, niti 4. Samsung za leto 2025 pripravlja kar 5 novih modelov v seriji S25. Neverjetno. Poglejmo, kaj nas čaka. Najprej si bomo ogledali to novo družino telefonov, potem se bomo poglobili v osebnost vsakega modela, preverili, kaj je novega pod pokrovom in pri kamerah, seveda se bomo dotaknili tudi nekaj kontroverz in na koncu potegnili črto. Pa začnimo. Torej, nova družina telefonov. To je res velika stvar, saj je Samsung prvič v zgodovini svojo glavno serijo razširil preko tiste klasične trojice. In ne gre zgolj za to, da so dodali par modelov. Sploh ne. To je res strateški odgovor na trg, ki očitno zahteva več specializacije. Pravzaprav gre za neposreden odgovor na to, kar počne konkurenca. In poglejmo si tole časovnico. Kar je tukaj res zanimivo, je ta strategija postopnega lansiranja. S tem ohranjajo pozornost javnosti praktično skozi celo leto. Januarja in februarja udarijo z glavno trojico, potem maja pride osvežitev z modelom Edge in za konec septembra še vedno zelo priljubljena Fan Edition. Tako ostanejo v središču pozornosti v vsakem letnem času. Zelo pametno. Dobro, pa pojdemo k bistvu. 5 telefonov, 5 osebnosti. Vsak od teh 5 modelov ima svojo res jasno določeno vlogo in je namenjen točno določenemu tipu uporabnika. Tale tabela pa res lepo prikaže celotno linijo, vse na enem mestu, tako je jasno, kaj je kaj. Imamo torej klasični S25, ki je nekako kompakten standard za vsak dan. Potem S25 Plus, uravnotežen telefon z večjim zaslonom. Sledi seveda S25 Ultra, absolutna zverina za profesionalno fotografijo in zmogljivost. In potem dve novosti, S25H, ki je najtanjši model za tiste, ki dajo veliko na stil, ter S25 FE, ki prinaša bistvene funkcije po odlični ceni. In tukaj vidimo tisti ključni kompromis – moč proti profilu. Na eni strani S25 Ultra, debelina 8,2 mm, teža 218 gramov, poudarek na maksimalnih specifikacijah in kameri. Na drugi strani pa S25 Edge. Debelina samo 5,8 mm, teža le 163 gramov, poudarek pa na najtanjšem dizajnu. Ultra torej ponuja čisto vse, kar Samsung zmore, medtem ko novi Edge daje prednost tej neverjetno tanki in lahki obliki. To je prvič po dolgem času, da vidimo tak poudarek na dizajnu pri paradnem modelu. Prav, pa poglejmo, kaj poganja to novo družino. Kaj se pravzaprav skriva pod pokrovom? Preden gremo na specifikacije, samo na hitro. Kaj sploh je sistemski čit ali SOA? Najlažje si ga je predstavljati kot možgane, mogoče motor telefona. Vse ključne komponente, procesor, grafika in ostalo, so združene na enem samem čipu. Zakaj? Za maksimalno učinkovitost. In letos je pod pokrovom Snapdragon 8 Elite za Galaxy. To je res velika stvar, in sicer zato, ker bo ta čip vgrajen v vse globalne različice, razen v model FE. To pomeni konec tistih regionalnih razlik v procesorjih, konec debate Exynos proti Snapdragonu, ki je bila v preteklosti res pogosta. Za vse bo enako. In zakaj je to pomembno? No, pomeni bolj tekoče igranje iger, hitrejše funkcije umetne inteligence in seveda boljša učinkovitost baterije. Večja moč seveda pomeni tudi več toplote in tukaj vidimo, kako so se lotili hlajenja. Tale grafikon kaže res pomembno inženirsko izboljšavo. Modela S25 in S25 Plus imata za 15% večjo parno komoro, Ultra pa kar za 40%. To je ogromno in to je ključno za ohranjanje zmogljivosti pri kakšni res intenzivni uporabi, recimo pri igranju iger ali snemanju 8K videa. Dobro, gremo naprej k stvarem, ki jih večina verjetno opazi najprej. Zaslon in kamera. In letos sta oba dobila res pomembno nadgradnjo z umetno inteligenco. Torej, ProScaler AI. Kaj je to? To je v bistvu nova tehnologija, ki uporablja umetno inteligenco za izboljšanje vsebine. Recimo, da gledate video nižje ločljivosti. ProScaler ga bo pametno povečal, dodal detajle in ga naredil ostrejšega za te nove QHD plus zaslone. V bistvu pametno dopolni manjkajoče slikovne pike in izboljša kakovost slabših posnetkov. In kako to deluje? Pravzaprav je precej preprosto. Prvi korak. Telefon analizira vsebino, da vidi, kakšna je ločljivost. Drugi korak. V igro vstopi umetna inteligenca, ki z algoritmi inteligentno doda podrobnosti in izostri robove. In tretji korak.
Izboljšana vsebina se prikaže v polni, ostri QHD+ ločljivosti. Preprosto, a učinkovito. Pri kamerah pa vidimo dve popolnoma različni filozofije. S25 Ultra ima sistem s 4 kamerami. Glavna ima 200 megapikslov, potem pa sta tu še 3-kratni in 5-kratni optični zoom. Torej, cilj je absolutna vsestranskost. Po drugi strani pa ima S25 Edge sistem z 2 kamerama. Glavna je enaka, 200 megapikselska, ampak optičnega zooma ni. Vse je digitalno. Tukaj je poudarek na enostavnosti in vrhunski glavni kameri v supertankem ohišju. Seveda pa, kjer je veliko izbire, so tudi kompromisi. Vsak model nekaj pridobi, ampak nekaj tudi žrtvuje. To smo videli pri modelu Edge, ki je za neverjetno tankost žrtvoval optični zoom. Ampak zdaj se pa posvetimo odločitvi, ki je sprožila verjetno največ razprav. Spremembam pri pisalu S Pen na modelu Ultra. Torej, kaj je ta kontroverza s pisalom S Pen? Poglejmo si to zadevo, ki je na spletu res sprožila ogromno razprav, še posebej med dolgoletnimi uporabniki serij Note in Ultra. V bistvu so odstranili Bluetooth funkcionalnost, ki je bila prisotna vse od leta 2018. Kaj to pomeni v praksi? No, izgubile so se nekatere kar precej uporabne funkcije. Naprimer, daljinsko upravljanje sprožilca kamere. To je bilo super za skupinske fotke. Potem tiste zračne akcije za navigacijo s kretnjami. In pa daljinsko upravljanje aplikacij, kot sta PowerPoint in galerija. Vsega tega zdaj ni več. In kakšna je uradna razlaga Samsunga? No, tukaj je. Pravijo, da so te funkcije Bluetooth odstranili kot ukrep za zmanjšanje stroškov in trdijo, da jih je uporabljalo manj kot 1% vseh uporabnikov Galaxy telefonov. Dobro, pa potegnimo črto. Kaj pravzaprav pomeni ta nova strategija s 5 telefoni? Poglejmo si končni povzetek. Torej, kaj si je vredno zapomniti iz vsega tega? Prvič, širitev. Serija S ima zdaj 5 zelo različnih modelov. Drugič, moč. Nov Snapdragon čip prinaša enako visoko zmogljivost za vse po celem svetu. Tretjič, izbira. Samsung ponuja več izbire kot kadarkoli prej, od supertankega Edgea do superzmogljivega Ultre. In četrtič, kompromis. Sprememba pri pisalu S Pen kaže, da se osredotočajo na osrednje funkcije, morda na račun tistih bolj nišnih. S temi 5 različnimi osebnostmi serija 25 resnično presega tisti stari koncept ena velikost za vse. Vprašanje zdaj ni več samo, kateri telefon je nasplošno najboljši, ampak kateri je najboljši za specifične potrebe posameznika. Samsung je s tem premaknil poudarek suhoparnih specifikacij na osebne potrebe. Ponudili so izbiro, odločitev, kateri telefon je pravi, pa je sedaj bolj osebna kot kadarkoli prej.